Gimnastika na konju. Alpski kozliček na boču. Igrivi dihurček Frenki. Dobrodošli v družbi živali in ljudi. Čas s svojimi živalmi lahko preživljamo na različne načine, bolj ali manj aktivno. Na konju recimo lahko izvajamo tudi različne gimnastične gibe. Poglejte v naslednjem prispevku. Voltižiranje je športna disciplina v konjeništvu. Sicer v Sloveniji še ni razvita, jo probamo razvijati, v drugih državah je pa precej razvita. Mislim, da je tudi olimpijska disciplina, drugače pa delajo se različne vaje gor na konju. Od jahača zahtevamo veliko ravnotežja, motorike, tudi veliko poslušnosti. Predvsem je zaželjeno tudi, da so fajn razgibane, gimnastično razgibane, pa jih pač usmerjamo naprej. Kako dolgo se v vašem klubu, pa če povemo, v katerem klubu smo, ukvarjate s tem? V konjiškem klubu Zaton smo se s tem ukvarjali pred 5 leti. Takrat smo imeli primernega konja. Zdaj pa po tistem ukvarjali smo se približno leto, dve. Pol pa nismo več imeli konja, smo tistega konja prodali. Zdaj pa imamo spet primernega konja, pa smo se letos ponovno odločili, da bomo oživeli malo voltižiranje v našem klubu. Rekli ste primernega konja, kakšen pa je primeren konj? V bistvu ta konj mora biti dosti potrpežljiv, mora pridno na lonži hoditi, pa poslušen mora biti in ne sme biti plašen glede na otroke, ki se na konju gibajo in izvajajo razne like. Da se ne prestraši, ko zamahnejo z roko ali z nogo, v glavnem to, da je res poslušen in da enakomerno gre na lonži. Kakšne pasme konji so, glede na to, da so konji kar različnih višin, kateri so primerni? To ni, pasma ni odvisna. Lahko je Haflinger, Holstein, skratka vseeno, kak je v glavnem je, da ima raven hrbet in da on primerno se giblje na lonži in da posluša, da nima hitrih reakcij, da je miren. Kdo je ta vaš konj, če ga mogoče predstavimo? Ta je Holstein, star je 20 let in bil je on v športu prej, skakal je 1,30 m, zdaj pa je v bistvu upokojen, služi za šolo jahanja in za gimnastiko, vajanje vsega živega stresa, glih zato, ker je bil v tekmah, ampak to ni v bistvu pogojeno je s karakterom konja. V kakšni meri je to zdaj naporno za konja? Ja, še kar, ker konj mora v bistvu zdaj v tem primeru 30 minut ali pa včasih še dlje na lonži hoditi v krogu in je to za konja kar precej naporno. Danes smo tukaj videli, da vadijo predvsem manjši otroci, deklice med njimi. Preden jih spustite na konja, kako potekajo priprave? Celotna ura, zdaj če malo opišem, kako ura izgleda. V bistvu mi, ko se dobimo skupaj, se prvo razgibamo, se pravi tečejo en krog okrog maneža, potem pripravimo stvari za konja in za vadbo, se lepo raztegnemo, predvsem probamo te vadbe delati tako, da jih razgibavajo otroci, da malo dobijo tiste samozaveste, da vejo, za kako se katera stvar razgiba. Potem pa začnemo vaditi na tem lesenem konju, ki smo ga videli prej. Tu v bistvu se mi vse like naučimo. Tako ima v bistvu velik vpliv pri samem voltižiranju, ker tu se otroci morajo naučiti, kako se določenemu liku reče, kako se mu pač pravi. Ko pridejo gor na konja, tu dosti časa nimajo. To jaz rečem, da morajo narediti, lastovko, pa morajo točno znati, kako lastovka izgleda.
primejo, naredijo, jaz samo popravljam detajle, ne? Na konju lovijo ravnotežje, vse ostalo se pa naučijo na tem umetnem konju. Mi z otroci delamo postopoma, se pravi, ko so pripravljene, pridejo gor na konja, če niso sposobni drugega, kak samo sedeti na konju, pa samo sedijo. Se na začetku dotikajo ušes, repa, krožijo z rokami, da dobijo malo občutek za konja, ne? Ponavadi je tako, da imaš občutek, da zdaj, če se boš nagnil na desno ali na levo, da boš kar padel s konja, ne? Tu morajo pač dobiti malo občutek, da se lahko primejo za vrat, za pas, da ne bodo kar padli dol s konja, tako da se dela zelo postopoma. Ko so pa pripravljeni za težje vaje, jih pa tudi težje vaje pač začnejo delati na konju. Kaj dobrega to prinese otrokom? Veliko je pozitivnih strani voltižiranja, predvsem delamo na prvem stiku s konjem. Voltižiranje se je na začetku uvedlo kot neka preddisciplina pred jahanjem, se pravi, začnemo lahko pri 4. letu starosti, jahati pa, konkretno jahati konja pa pri 8. letu starosti, se pravi prvi vtis, gibanje, da občutijo, kje je konj, kako se konj giblje. Potem veliko delamo na ravnotežju, na motorike, razgibanosti, pa še en zelo pomemben vpliv je potrpežljivosti. Ker mi, ko delamo na konju, ne morejo biti poslušne, potrpežljive, eni delajo na konju, drugi morajo pri robu maneže čakati, da pridejo noter, tako da se veliko tudi na tej pozornosti in potrpežljivosti dela. V vaših izkušnjah, kako hitro se pa začutijo otroci s konjem? Pa saj to so razmerno hitro, po 1 uri, 2 urah je to že kar osvojeno, ne. Pa predvsem je važno tudi, ko tu oni morajo tudi timsko. Eno je, ko delajo s konjem, drugo pa, ko v parih delajo, morajo en drugemu zaupati, da pol ne padejo, da se obdržijo, pa tako naprej, ne. To so zdaj začetki. Kakšni so vaši cilji, kaj bi radi dosegli? Ja, cilji so zelo visoki, no. Mi bi želeli priti tudi do ene tekmovalne skupine. Zdaj imamo kar nekaj takih punc, ko so na poti do te tekmovalne skupine. En majhen problem je, ko nimamo pokritega jahališča, da bi lahko delali skozi celo zimo. Sicer se bomo potrudili delati pač v naši maneži, koliko se bo pač dalo. Pa želimo priti tudi do kakšne tekmovalne skupine že drugo leto, ne. Tiste vsaj začetniške. Jahanje je zelo pomembno, ker telovadimo, nas to segreje in na konju nam zato ležaj gre. Napište, ko dobro vadimo, na blazinah se pa to isto dela. Najbolj mi gre lastovka, trebušnjaki in pa princ. Meni je vse na splošno všeč. Hodila sem prvo tudi k ritmični gimnastiki, ampak ko sem pa slišala, da bo gimnastika na konju, sem pa se prijavila. Mila, zakaj pa ti prihajaš? Imaš rada konje? Ja, Kaj pa ti počneš na konju? tudi delam to, kar oni delajo. In kaj od tega pa ti je najbolj všeč? Da na konju delamo, kas. Kako pa je temu konju ime? Marcello. Ga imaš rada? Ja. Z Alvarezcem sem se tokrat podal na Boč v lov za verjetno našega najlepšega hrošča, alpskega kozlička. Al, zakaj ravno na Boč, zakaj alpski kozliček in to na Boču? Ja, tukaj je zanimivo tole slovenska imena. Alpski kozliček, drugo ime je planinski kozliček, pa ni ne alpski, ne planinski, v Alpah sicer živi, ampak ne v visokogorju. To je tipična vrsta bukovih, starih, čistih pravzaprav bukovih gozdov in na Boču so eni največjih sestojev takšnih gozdov in pravzaprav je na Boču ta vrsta najštevilnejša
v Sloveniji, predvsem v tem sredogorskem delu, zelo redko ga pa najdemo na višjih nadmorskih višinah. Tako da je Boč kot štajerski Triglav je eden največjih, najboljših lokacij za to vrsto. Tega kozlička ni tako enostavno videti, recimo kot kakšne druge hrošče. Je bolj skrivnosten, ko si že omenil, v bukovem gozdu, v Sredogorju, to je treba iti na izlet, da ga lahko vidimo. Pa me dobro uči, kje ga lahko najdemo, če ga najdemo. Ta kozliček se pojavlja nekje konec junija, se prvi, večinoma pa v juliju in v začetku avgusta, in sicer se zbirajo na takihle bukovih hlodih, tudi na deblih starejših bukovih dreves. In takrat, ko je največja sončna pripeka, se na teh hlodih zbirajo, tukaj se parijo in odlagajo seveda tudi jajca, in to je tudi najboljše mesto za njihovo pozornost. Sredi dneva, takrat, kot je največja pripeka, tako kot je recimo zdajle. Kozlički, prepoznamo jih po teh dolgih tipalkah. Alpski je še posebej tudi zaradi barve. Ja, alpski je take sinje, modre barve, njemu zelo podoben je sicer tudi bukov kozliček, vendar je tak precej bolj čokat. Značilno mogoče še to, ko smo že pri kozličkih, je ta, da če ga primete, začnejo oddajati tak cvileč zvok, s čimer skuša pregnati plenilca, bodisi ptiča, bodisi človeka. Tudi, no, je pa recimo značilno za alpskega kozlička, kot je za večino kozličkov, da gre za saproksilne vrste hroščev. Torej, to so vrste, ki so vezane na odmirajoč ali odmrl les, in tega v gozdovih vse bolj primanjkuje po celotni Evropi, in zato gre za najbolj ogroženo skupino hrošča, torej saproksilni so samo hrošči, vendar tudi kakšne druge živali, od ptičev, recimo detli, žolne, tudi sove, ki gnezdijo v duplih. In ta skupina organizmov je ena najbolj ogroženih, no, in alpski kozliček je tudi bil uvrščen na habitatno direktivo, Evropsko habitatno direktivo, ravno na tej podlagi kot ena bolj ogroženih saproksilnih vrst, in je celo prioritetna varstvena vrsta v okviru omrežja Natura 2000. Kozliček alpski je torej pri nas recimo ogrožen, zagotovo. Kako redek pa je, kako je razširjen po Sloveniji? Kje je najpogostejši? Najpogostejši je prav tu na Boču in bližnjih hribovjih. Tukaj je tudi najbolj številen. Sicer je pa razširjen pravzaprav po vsej Sloveniji, po teh sredogorskih gozdovih. Ni ga le na skrajnem jugozahodu in na skrajnem severovzhodu. Seveda ga imamo tudi v Alpah, vendar zlasti v teh bukovih sestojih na prisojnih legah. Omenil si te skladovnice, odlagališča lesa, bukovega tu na enem tem sedima. Kaj pa se zgodi, ko pride do odvoza tega? To verjetno potem jajčice propadejo. Ja, velik problem pri teh vrstah predstavlja sečnja v času njihovega rojenja, torej ko se razmnožujejo. Ravno taki hlodi samice zelo privabljajo in v njih odlagajo jajca, in ko seveda gre ta hlodovina bodisi za drva, bodisi v nadaljnjo predelavo, so te zarodi seveda uničeni. Ličinka se razvija 3 do 4 leta, kar je kar precej, ne? Tako da ta hlodovina predstavlja nekakšno ekološko past za te vrste, ker je dejansko zanje primerna, tako jo tudi oni prepoznavajo, vendar so vsi ta jajčica potem ti zarodi obsojeni na propad. In ravno zato recimo na Natura 2000 območjih si prizadevamo, da bi
bila ta sečnja v času razploda izven, seveda ni problem, pa v samem času razploda omejena. Alpski kozliček pa na Boču in tukaj v okolici ni edina vrsta kozlička in ogrožene vrste. Je še kakšna vrsta, gotovo? Teh vrst je kar precej, nekatere so tudi kar velike, vse so vezane na te stara debela drevesa, na različne vrste alpski kozliček, recimo na skoraj izključno na bukova drevesa, no nekateri drugi pa tudi na druga, no en takih je recimo tudi precej velik dolgorogi kovač, ki sicer naseljuje različna listnata drevesa, hrast, tudi bukov, vendar je vezan res na tista stara debela drevesa, ki jim pravzaprav že pohajajo življenjske moči, in je tudi ena od ogroženih vrst v Sloveniji, tako kot alpski kozliček, zavarovan. Frenki je naš hišni ljubljenček, je evropski dihur, drugače pa se jim reče tudi beli dihur po slovensko. Zakaj ste se odločili za to vrsto domačega ljubljenčka? V bistvu sva si z možem veliko o tem prebrala in se nam je zdel zelo zanimiv. So zelo igrivi, tako da mislim, da tudi najina hčerka zelo vesela, da ga imamo. Lahko si ga vzamemo ven, se z njim igramo in to nam je ljubo. Rekli ste beli dihur, morda poveva še malo več o njem, torej kako veliki so, kakšna je njegova oskrba, kaj potrebuje pravzaprav? V bistvu dihurji so veliki, nekje približno, ko zrastejo, odrasli pol metra. Njegova oskrba je predvsem, da ima v svojem prostoru, da ima velik prostor, tudi če ga veliko jemljemo ven, da je veliko z nami, se priporoča veliki prostor zaradi tega, ker se ogromno gibajo. Važno je, da ima vedno svežo vodo, to pomeni, da je pitna, da ima čez cel dan pač brikete, ki se kupijo v specializiranih trgovinah, posebej za dihurje. Potem pa, da ima stranišče, to je ena zelo pomembna stvar v tem. Vaš Frenki je zelo živahen. Kaj lahko tisti, ki si omislijo takega domačega ljubljenčka, pričakujejo? Ja, v bistvu kot prvo si morajo ogromno prebrati v zvezi z dihurji. Dihur ni samo za kletko, to pomeni, tako kot sem že prej povedala, ga veliko jemljemo ven. To pomeni, da se morajo ogromno ukvarjati z njim, čim več, da imajo stika z ljudmi. Tudi priporočljivo je za otroke, mogoče zato, da se otroci navadijo na dihurja, tako da se tudi on navadi na otroke, ker nimajo radi preveč hitrih gibov, preveč glasnosti. Radi tudi grizejo, znajo kaj uničiti tudi? Zelo. Treba paziti, ko ga pač vzamemo ven, da pospravimo stvari, ki so nam ljube, recimo kakšni telefoni, kable, to je najbolj pomembna stvar, da so zaprta okna, da so zaprta vrata, da nikamor ne pobegne. Pa tudi na roke je treba paziti. Če so preveč igrivi, potem izgubijo tisti občutek, je treba potem drugače pristopiti do njega. Drugače, če pa ga imamo od malega, pa se ga da kar fajn navaditi na roko, tako da ni dobenega problema, da bi prišlo do kakih poškodb. Kdor pomisli na dihurja, pomisli tudi na neprijetne vonjave. Kdaj pride pravzaprav do tega? V bistvu dihurji imajo sami po sebi
značilen von. Tako kot ima kužek ali pa muca, tako imajo tudi dihurji. Drugače pa pride do tega takrat, ko se dihur prestraši. To pomeni, v naravi je to velikokrat, ko se srečajo z kakšnimi lisicami ali kakšnimi drugimi živalmi. Pri udomačenih dihurjih pa je to največkrat, kadar jim kaj ugaja. Pride zelo redko do tega v njegovem življenju, ampak če je pa preveč igrivo, če se preveč igrivo z njim ukvarjaš, potem tudi zna spustiti tisti svoj amonijak, neprijeten, ki pa hitro potem tudi izgine. Vaš Frankie je še mlad. Koliko je pravzaprav pričakovana življenjska doba? Kako dolgo pričakujete ob dobri oskrbi, da se bo družil še z vami? Ja, zdaj, če zelo dobro skrbimo za dihurje, potem je nekje življenjska doba med 6 pa 10 let. Je pa tudi že dokazano 10 let ob res pravilni oskrbi. To pomeni, da ima kvalitetno hrano, kvalitetno oskrbo je potem 10 let to. Vi imate tukaj tudi druge živali, ki so sicer v terarijih. Je kakšna komunikacija med njimi? Ja, v bistvu pri dihurjih se ne priporoča, da so zraven plazilci, glodalci, ptice, zato ker je v naravi njihova hrana predvsem glodalci, ptice, žabe in tudi plazilci. Ampak Frankie, ko je prišel k nam, nekje pred 2 mesecoma, zdaj je star 5 mesecev, se je zelo navadil na našo činčilo ali pa na morskega prašička, tako da se tudi z njima igra. Ob koncu oddaje pa spoznajmo še 3 mesece starega puščavskega lisjaka Feneka. Prve dneve svojega življenja preživlja v živalskem vrtu San Diegu. Tehta manj kot kilogram, a je zelo živahen. This little fennec fox has an exciting future ahead. Not only will he be able to promote the conservation of his species as an animal ambassador, he'll also be introduced to the little female that lives here in the children's zoo already. And if all goes well, there'll be more fennec foxes in the world. Oskrbniki v živalskem vrtu so mu priskrbeli različne igrače, s katerimi se zaposli. Pripravili so mu tudi posodo s peskom, tako spodbujajo njegovo naravno potrebo po kopanju. Fennec foxes being nocturnal animals, he spends a lot of his day taking naps, but there are times where he gets that burst of energy and he has to play. Odrasli fenek ali puščavska lisica tehta do 1,5 kilograma. Živi v saharskem delu Severne Afrike in na Arabskem polotoku. Za svoje življenje v pripekajoči vročini je fenek zelo dobro opremljen. Ima izredno velika in opazna ušesa ter svetel kožuh peščene barve. Naše današnje druženje z živalmi in ljudmi je pri koncu. Vidimo pa se lahko, če želite, prihodnji teden. Vabljeni!